Naš komentar glede tega protesta, pa glede tega je pač, da gre za nekakšno sprevračanje dejstev, da gre preusmerjanje pozornosti iz pravega vzroka, zakaj je do tega prišlo, do pač posledic nekako, kako bi to rekel. Tukaj ni vzrok SASA ali kaj podobnega, tukaj je vzrok, zakaj je do tega prišlo, so pač nepravilno oddane kandidature. Kandidature so bile nepravilno oddane, to pač je ugotovila volilna komisija na podlagi pritožb naših kandidatov. Naši kandidati mi smo posumili, da so bile kandidature, da je bila napaka v postopku pri oddaji kandidatur in da so podali pritožbo na ta postopek in volilna komisija potem pač ugotovila, da je prišlo do tega. Naši kandidati so podali pritožbo, potem pa je stvar odločila volilna komisija. Kakšna pa je bila ta pritožba? Na podlagi česa? Se pravi prav to, da... Zdaj točno pravno, kako je bilo spisano, ne vem, bila je pa pač volilna komisija sprejela sklep, s katerim je razložila, da je treba pač kandidature oddati izključno po navadni pošti. Samo mene me zanima, kakšen je bil sum. Ste rekli, so vaši kandidati podali pritožbo, na podlagi kakšnega suma? Ko je bilo javno odpiranje teh kandidatur oziroma popis vhodne pošte, tako nekako, ki je odprto za javnost, so bili tako naši kot njihovi predstavniki zraven, takrat se je za vsako pošiljko se povedalo, kako je prišla. Ali so bili poročeno, je bilo dalo osebno ali po pošti, navadni pošti in pač tukaj se je pojavil potem ta sum. Kaj pa očitki, da naj bi oranžni obvladovali šov? Ja, ti očitki glede obvladovanja, res je, da so oranžni že 4 leta vladajoča opcija na šovu. Glede obvladovanja volilne komisije, ki je zelo velik očitek in zelo pogost, bi rekel, da je bila volilna komisija izglasovana s konsenzom skupino v študentskem zboru. To je razvidno iz zapisnikov, da je število glasov presegalo število glasov SASovih poslancev. Tako da tukaj ti očitki so smešni. Kaj pa še to, da so bile zavrnjene kandidature na tistih fakultetah, kjer naj oranžni ne bi zmagali? To je tako, s tem je tako, oni so oddali vse kandidature narobe, kar je tudi razvidno iz raznih teh zapisnikov. Mi smo našim kandidatom dali na voljo, da se sami podajo pritožbo. Tukaj ni bilo nobene direktive, karkoli, tukaj so kandidati sami se odločili za te zadeve, eni so se odločili za to, eni za ne, verjetno tudi zaradi neenakega izhodišča na fakulteti, ker nekatere fakultete prepovejo volilno kampanjo in potem razne skupine študentov najdejo luknje v pravilnikih in jih izrabljajo, medtem ko je bilo nekaterim tudi onemogočeno. Se pravi, vi ste dali na izbiro, če bi vi hoteli, bi naredili akcijo in bi v bistvu lahko modre popolnoma izločili iz volitev. To ni v interesu ne SASA, šov Ljubljane, študentskega organiziranja v Sloveniji. Kako je pa možno potem prišlo do tega, da so modri? Se vam zdi to logično, da so vsi dali napačno? Ja, verjetno so imeli skupen sistem oddajanja, oziroma očitno so ga imeli, ker vemo, tudi kdo je prinesel pošto. Oni so pač to delali centralno in tukaj je prišlo do sistemske napake njihove. In zaradi sistemske napake potem bo nekateri brez kandidature ostali, nekateri pač ne? Ja, tako je. Tukaj je bila pač na naši strani podana pritožba, na mnogih fakultetah so se kandidati odločili. Tukaj ni bilo, nobenemu so rekli tipa da in tipa ne. In tudi na nekaterih fakultetah, kjer je enakopravna možnost boja, so se modri zahvalili, tako pač so rekli, da bo boj pošten, da se to želijo in da je pravilno, da hvala, ker niste dali pritožbe. Pa je boj pošten? Tudi očitek leti na to, da ste pač prevzeli Ljubljano. Ja, glede tega, ta očitek, kako prevzeli Ljubljano, smo zelo zrasli. Smo zelo zrasli, število članov se viša, kar tudi kaže na naše dobro delo. Glede daril pa tega ne bi izgubilo besed, tukaj pač mape se talajo tako z naše stvari kot z druge. Tako da štartne pozicije so pač, kako bi rekel, če ena skupina manjša pa ena večja, potem ne moramo reči, da so enake, ampak so zelo podobne. Pač mi imamo veliko mrežo ljudi, ki nam pomaga
in oni imajo pač manjšo in mogoče zaradi tega izgleda, kot da imamo mi zdaj nadzor nad vso Ljubljano. Imamo pa kandidate mislim, da na zelo veliki večini fakultet. Imamo postavljene ekipe oziroma postavljene so kandidati, ki so pač tukaj zraven. Tako da res nas je zelo veliko, kar kaže na to, da delamo dobro.